Jaz sem vesel, da smo uspeli prepričati državo, da je potrebno starim objektom dati novo namembnost. To so tudi načela novega evropskega Bauhausa in Evropske komisije nasploh. Zato sem še bolj zadovoljen, da je Hrastnik bil prvi, ki je na ta način lahko obnavljal poslovno cono, v kateri je 22 različnih lastnikov. En od teh je tudi občina Hrastnik in prepričan sem, da je to najboljša možna rešitev za to, da obdržimo nekaj starega in temu dodamo nove vsebine. Svet gre naprej in ta inkubator, v katerem se nahajamo, je, sem prepričan, en najlepših prostorov v Zasavju in bo zgodba o uspehu v prihodnje. Moje prepričanje je, da z tem, ko smo zapirali rudnike, da se je podjetnost začela povečevati in to bo tudi v prihodnje primer Hrastnika, primer Zasavja. Želimo si, da bojo številni mladi, ki delujejo na drugačen način, kot so delovali v preteklosti, prišli sem s svojim računalnikom, ustvarjali nova delovna mesta, nove ideje, razvijali ideje in ko bodo dovolj veliki, bodo kupili ali najeli druge prostore ter dali Hrastniku to, kar so stoletja dajali rudniki in tudi velike druge industrijska podjetja. Želimo si, da bi tisti prostori, ki so prazni, dobili novo življenje, tudi če so v privatni lasti, zato smo z ukrepom subvencioniranja najemnin katerihkoli praznih prostorov želeli spodbuditi vse nove mlade podjetnike, da zapolnijo te prostore. Jaz mislim, da je to največ, kar lahko naredimo v našem kraju in to je želja, da najprej zapolnimo, kar imamo in potem razmišljamo o novogradnjah.